politiko sem se začel ukvarjati takoj po ustanovitvi Nove Slovenije, kjer sem se konec avgusta leta 2000 takoj včlanil. Takoj sem postal aktiven član Nove Slovenije, čez nekaj let pa sem postal član izvršilnega odbora Podmladka, zadnja 2 mandata pa sem podpredsednik Mlade Slovenije. Politika je zame pošteno delo za skupno dobro. Sicer sem pa mnenja, da bodo ljudje dobro živeli, če bodo politiki dobro delali, ne le samo dobro govorili. Mlada Slovenija mi je dala več, kot si kdorkoli lahko sploh misli. Bil sem tudi predsednik regijskega odbora Savinjsko-Šaleške regije in skupaj smo preživljali res čudovite trenutke. Delo z mladimi je zame neprecenljivo. Izpeljali smo številne projekte, poleg tega pa mi je Mlada Slovenija dala ogromno nekega znanja, ki ga bom tudi kasneje lahko še uporabil. Do danes pa me je pripeljala do tukaj, kjer sem, in sicer do podžupana občine Vransko. Osrečuje me zadovoljstvo ljudi, ko sem v službi ljudi in ko delam za njih. Nikoli nisem delal za denar in tudi verjamem, da nikoli ne bom, ampak delam izključno za ljudi. In sem vesel, da sem v tej stranki, ki se mi zdi, da je edina, ki je blizu ljudem. Leto dni pred lokalnimi volitvami sem prevzel občinski odbor Nove Slovenije Vransko, kjer smo takoj začeli z delom, sestavili kvalitetno ekipo kandidatov in na zadnjih lokalnih volitvah dosegli izjemen uspeh. Nova Slovenija je na Vranskem dobila 5 svetnikov od 11. Takoj, ko sem bil izvoljen za svetnika v svoji vasi Čeplje, sem sklical sestanek krajanov, kjer sem jih seznanil, da se odpovedujem sejnini. Poleg tega sem pa jih tudi pozval, kaj si želijo in da jih v skladu z mojimi možnostmi tudi pomagam. Ob državnem prazniku sem vsem krajanom kupil slovenske zastave, pomagam svojim denarjem različnim društvom v občini, prav tako pa sem pred kratkim sklenil pogodbo še z domom za ostarele na Vranskem, kjer našemu edinemu brezdomcu vozijo vsak dan topel obrok. Glede na to, kot sem že prej omenil, je Nova Slovenija največja svetniška skupina v občinskem odboru in glede na to, da sem vodja te svetniške skupine, je bila županova poteza logična, da me imenuje za podžupana. Predvsem skrbim za družabne dogodke in pa delo z mladimi. Da bi vam odgovoril na to vprašanje, se moram vrniti v zgodovino v začetku 90-ih let, ko je gospod Brglez natančno leta 1994 organiziral veselico za svoje zveste kupce pod naslovom Zvestoba se nagrajuje. To štejemo tudi za uradni začetek vranskih poletnih večerov. Glede na to, da je pa ta veselica postala zelo priljubljena med domačini, so jo razširili še na petkovo zabavo in pa na nedeljsko Dorjevo mašo. Leta 2007 so pa te prireditve ukinili zaradi ekonomske računice, ki je praktično ni bilo več, in pa tudi zaradi dodaje teh trgovin. Mladi smo se priključili temu projektu leta 2003, tako da letos praznujemo 10. obletnico koncerta Vransko Summer Night. Letos pa po 5 letih lahko z veseljem povem, da se Vranski poletni večeri zopet vrača na Vransko, torej z drugimi besedami na Vransko se vrača na slovenska narodna zabavna glasba. Letošnji Vranski poletni večeri bodo v petek 29. junija in pa v soboto 30. junija, 20 ure dalje na Vranskem. Vranski poletni večeri in pa prireditev Vransko Summer Night vsako leto ponudijo mladim predvsem sprostitev na koncu napornega šolanja, ker so ravno v začetku počitnic. Ponudili nam bodo pa številna glasbena imena, ki prihajajo z različnih zvrsti glasbe. V petek so na vrsti narodno-zabavni ansambli, z nami bodo Modrijani, Gadi, Miro Klinc, Robi Zupan, ansambel Tihar, ansambel Volte in še pa nekateri domačini. Poleg tega bo na manjšem odru, ki bo potekal hkrati, nastopila še skupina Skater in pa lokalni DJ. V soboto, že tradicionalno 10. leto, kot sem prej omenil, organiziramo rock koncert na glavnem odru. Z nami bo tradicionalno že Legalo kriminala in pa Pero Lošin, ki je z nami vseh 10 let. Poleg tega smo letos v sodelovanje povabili še Bigfoot Mamo, Tabu, skupino Adam in pa še nekaj drugih glasbenih rock skupin. Pripravljamo pa tudi veliko presenečenje. Hkrati imamo še en majhen oder, na tem odru pa bo
pa bojo se predstavili lokalni DJ-ji in pa DJ Sylvain, kjer bo možnost plesne glasbe oziroma house glasbe. Seveda, tako kot vsako leto, računamo na dober obisk, letos pa sploh, zaradi tega, ker je pred nami 10. obletnica, glede na to, da pa tudi vreme dobro kaže, verjamem, da bo letos Vransko še kako polno obiskovalcev. Hvala tudi vam, bi pa izkoristil to priliko, da vas vse skupaj lepo povabim na Vransko v petek 29. in pa v soboto 30. junija, da skupaj nazdravimo in se skupaj poveselimo. Hvala lepo.